Sonca, ki je v soboto sijalo, kot da želi še samo pregnati zimo, so bile seveda vesele tudi maškare v Moravskih Toplicah. Animatorji in DJ-ji so poskrbeli, da so razigrano plesale, obenem pa so se sladkale s krofi, sladkorno peno in drugimi dobrotami. O dogodku, ki ima že lepo tradicijo, smo se pogovarjali z Urošem Kamenškom, vršilcem dolžnosti direktorja Turistično-informativnega centra Moravske Toplice. Letošnja prireditev je 14. po vrsti, 14 pustovanj, se pravi ta pustni čas, čas norčavosti, čas, ko vsak lahko sprosti v sebi malce otroka. Na dnevni bazi to počnemo, eni se pa pač skrivajo potem za maskami. Ampak ja, z veseljem lahko povemo, da je že 14. v našem kraju. Glede na precejšnjo tradicijo tukajšnjega pustovanja so z udeležbo maškar najbrž kar zadovoljni. Pustovanje v Moravskih Toplicah se je začelo bolj v okrnjeni obliki, potem pa se je, kar je značilnost za naše pustovanje, povabilo k sodelovanju lokalna društva, ne samo turistična, kulturna, ampak tudi mladinska društva, katerim nudimo možnost predstavitve svoje ponudbe. In tudi zaradi tega lahko rečemo, da se obisk iz leta v leto povečuje. V Moravske Toplice vsako leto prihajajo posamične, družinske in skupinske maškare, privrženke navihanega rajanja. Kaj vse pa lahko računajo, da bodo tam doživele? Pripravili smo kar pester program, kot vidite, samo rajanje se je začelo ob 13. uri in še kar poteka. V tem času smo pripravili tudi bogate nagrade za naše maske, animacijski program s plesno šolo Urška, kjer najbolj uživajo naši najmlajši, in pa potem tudi nagrade za skupinske maske, se pravi izbor nagrad za skupinske maske. Maškare med pustnim plesom oceni tudi žirija in jim za izvirnost podeli številne nagrade. Te je letos prispevalo več kot 20 sponzorjev. Kaj pa maškare najbolj privabi na pustovanje v Moravske Toplice? Lahko rečemo, da je mogoče en faktor obiska nagrada, ampak jaz sem vseeno mnenja, da takšno lepo vreme po kar hudi zimi, katero smo letos imeli, bolj vpliva na udeležbo. Zdaj, kar se nagrad tiče, nagrade so večinoma se pravi razni darilni boni in druge nagrade. Prispevali so predvsem naši poslovni partnerji oziroma partnerji, s katerimi TIC Moravske Toplice sodeluje. Generalni sponzor prireditve je pa občina Moravske Toplice. Prvo nagrado med skupinskimi maskami so prejeli člani kulturno-turističnega društva Mali Ritar Tešanovci. Vsako leto predstavljamo kakšne več ali manj pravljične like oziroma nič povezano z situacijo v današnjem življenju. Tokrat so se pri društvu odločili za izvirno upodobitev pravljice o Rdeči kapici. Ja, mi smo Gove, predstavljamo gozd, tudi zadnji vidite Smrekesu. Je pa to pravljično oziroma iz pravljice Rdeča kapica in volk. Mi bi radi to izpeljali do konca, da bi volk pojedel babico, in pol Rdeča kapica beži k lovcu po njega, da ga pride, da ga ustreli. Samo ne vem, če bo to tako nam uspelo. Provali bomo. Še preden bi utegnil lačni volk uresničiti kakšne zle načrte, nam je uspelo govoriti tudi z Rdečo kapico in babico. In kdo je sešil pustne kostume? Mojega osebno mamo. Ostale pa so delali še ostali pač. Ugotovili smo tudi, kaj bi pila babica, če bi brata Grimm pravljico o Rdeči kapici napisala v Tešanovcih. Ne, za vino nisem. Ja, kakšno malo bolj močno, kakšen šnops, pa kaj takšnega. Ja, je boljše kot vino. Kaj pa člane društva žene, da vsako leto znova pridejo pustovati v Moravske Toplice? Saj v glavno se udeležujemo samo pustovanja tu v naši občini, pa smo več ali manj bili vsikdar nagrajeni, oziroma ne da bi se hvalili, konkurence ni bilo dosti. Vedno pričakujejo, ko se udeležimo, vedno pričakujejo, da pridemo tudi mi, ker smo vsako leto z neko izvirno masko, pa vedno je pričakovanje, ko pridemo mi na maškarado, kaj bo zopet letos za presenečenja. Organizator pa je poskrbel ne le za nagrade in animacijo, temveč tudi, da maškare ne bodo odšle domov lačne. Kot smo že prej omenili, smo k sodelovanju povabili različna društva, tako lahko naše pustne maske danes poizkusijo več lokalnih specialitet, kot so domač kruh za seko, potem medenjake imamo,
seveda langaš ne sme manjkati, imamo domače pecivo, kuhano vino, surovo vino in pa seveda pustni krofi. V soboto je v Moravskih Toplicah tudi malih maškar kar mrgolelo. Glede na njihove bolj sodobne kostume pa nas je zanimalo, ali morda vseeno še poznajo kak star pustni rek. Pusta repa dugi len, faše nekje celi den, pite vino, ne vodo, jeste repo, ne meso. Otroci so nam razkrili še, kje so dobili svoj pustni kostum. Meni je, mislim, ko mama kupila. Meni so kupili. Ja, mi smo si to doma napravili, to pa brke, pa lasuljo, pa punčo, pa smo kupili. Meni so kupili. Kupili. Male maškare so dejale, da bodo šle v teh norčavih dneh seveda tudi od hiše do hiše. Pa pričakujejo, da bodo tam poleg krofov dobile še kaj drugega? Pejneza. Pa vse da vrede. Vajste. Pa tudi stol. Ali so bili domačini tako radodarni, kot so od njih pričakovali otroci, ne vemo. Prepričani pa smo, da bo prihodnje leto v Moravskih Toplicah za pusta znova lepo.